Iskreno zahvala za to možnost tega odprtega pogovora, dialoga, ki je nek način tudi neka novost za nas. Vse prevečkrat smo vajeni, da si pri nas vsak za sebe nekaj skrivamo in da ne znamo pravega partnerstva vzpostaviti in da vsak komor, ki s tabo govori, najprej iščemo, šta ima iza, kot rečejo na jugu, ne? Ampak jaz mislim, da dejansko je tukaj možno eno tako dobro partnerstvo vzpostaviti. Videli smo, da je ta bio-based economy, se pravi ekonomija, ki izhaja iz naravnih virov, kot smo danes videli lepo prikazano v tej krožni ekonomiji, to je cilj generalno tudi usmeritve znotraj Evropske unije kot ene. Zakaj tak cilj? Zato, ker mi nimamo luknje pa nafte vrtamo, ko je Arabci vrtajo. Mi moramo na to odgovoriti. Evropa več kot pol energije uvozi in je eno od največjih vprašanj ta energetska odvisnost Evrope. In zato je tudi, bom rekel, ta poudarek na okoljsko sprejemljive zelene vire in tudi konec koncev na resurse, ki jih lahko znotraj Evrope zavrtimo. Model, ki ga imamo, se pravi nov model, nove ekonomije, za nas pomembno, da mi v glavah miselni preskok naredimo iz individualizma v partnerstvo, kolikor se ne bomo v celi vertikali od kmeta, predelovalne industrije, do inštitucij znanja, do podjetij, do kemične industrije, energetske industrije, znali v ta kup spraviti, mislim, da bomo imeli v prihodnosti velike težave in tele, ki nam tukaj lepo prijazno to razlagajo, bojo po svoji poti šli zelo hitro naprej. Zdaj mi se moramo odločiti, s kakšnim tempom bomo sledili oziroma ali bomo ostali na istem in če bomo ostali na istem, to se vsi že vemo to, da bomo pač kratko pelali in da bo v prihodnosti zelo težko tudi na koncu od kmetijstva preživeti. Tako da jaz v tem delu, se pravi, povezava, ostale stvari, kar se Evropske unije tiče, jaz za tem zadnjem letu enostavno izkoriščam te možnosti izmenjave teh praks, hkrati pa, kot sem že rekel, da sem z Mirkotom pa z gospodom Honjadjem smo govorili 2012, ko je bilo o kvotah, ukinitev kvot in ponovno sem jih poklical, ko sem bil v Evropskem parlamentu, ko je Juncker začel govoriti o njegovem investicijskem planu, na osnovi katerega bi Evropa imela nazaj 20% bruto družbenega prihoda iz industrije, takšne, neumazane, zelene, sodobne, krožne ekonomije in ne bi se proizvodno nazaj v Evropi naredila, zato bomo Evropejci imeli česa živeti. To, da bomo samo znanje prodajali, nekje bojo pa Azijci, pa Afričani, pa nekdo za nas delo, so spoznali po 20 letih, da pač se ne izide in da treba drugače delati. To je ena zadeva, drugo so te okoljski cilji, ki jih Evropska skupnost, komisija venomer išče in gre z njimi naprej. Če je bilo to nekaj let, če bolj domena Evrope in smo na tej točki, včasih tudi zgubljali konkurenčno prednost, vidimo zdaj, da nekatere drugi deli sveta, od Kitajske do Amerike, zelo na hitro se nekaj odločijo, ruknejo in naredijo. In tudi drugje, in letos je ta shod v Parizu, okoljski, kjer se bo pričakuje, da se bodo okoljski cilji više postavili in v to sodijo te nove tehnologije, ki so tukaj noter pripravljene. Tako da druga zadeva, ki pa je še pomembna, je spoznanje tudi sodelovanja z bančnimi inštitucijami, tudi kot je Rabobank, ona jim več čas, to je zadružna banka, ki drži in rine nizozemsko kmetijstvo naprej. In odprtost, jaz sem z gospodom Dan Dajkom govoril o tem, oni so odprti, glavnina posla imajo znotraj nizozemske, kar je normalno, vendar pa svojo dejavnost diversificirajo tudi na druga tržišča, tako da če bomo prišli s kakšnim pametnim modelom, ne vem, kakšnega investicijskega sklada od Junckerja do tega, in jaz mislim, da v taki zgodbi je ključno, če se bo do tega prišlo, udeležba vas, brez da boste noter, da bodo gospodarji v tem, to smo se že, upam, že stvari naučili, ne bo šlo, hkrati pa ali kakšne partnerje dobiti iz kjerih teh zgodb, na drugi strani pa jaz ne dvomim, da vekolikor bi z dobrim poslovnim modelom, z dobro tehnologijo prepričali tiste, ki denar posodijo, da ne bo problem ta denar dobiti. Problem je danes imeti močno idejo in pa resne, odgovorne partnerje, katerim nekdo verjame. Od tistega, ko je bilo ključno povedano, toliko pa toliko 1000 ton bo treba imeti te sladkorne pese, da zadeva izide in tako kot je bilo rečeno v različnih simulacijah, tukaj je zelo hiter lahko deliti v dobrem in slabem. V boljših letih, boljš, v slabem slabše in to je to zadeva. Jaz sem vam tudi še zdaj tukaj, ker ne bom šel več z vami naprej, gremo z asistenti nazaj v Bruselj, zahvaljujem, da ste ta izziv sprejeli. Hvala Mirkotu, da smo imeli to možnost in da smo vsi skupaj vsak nekaj vgradili v to noter. Mislim, da smo si nekaj
dobrega in pametnega naučili v teh dneh, čeprav je bilo doma lep vreme za pšenico, pa ječmen sijat, ampak bo še to ostalo še tudi naslednjih tednih. Tako da srečno pot domov, pa vse dobro, pa upam, da nam kje rata, da ne bomo sam se zapomnili, da smo se fajn imeli v Belgiji, pa Nizozemski, ampak da tudi kje iz tega rata. Hvala lepa.